Dober večer. Da vas najprej pozdravim, potem se bom pa nazaj usedel. Z Jožetom že dolga leta prijateljujeva in večkrat se oglasil v mojem ateljeju. En večer pa je prišel drugačen. S seboj je prinesel v bel prt zavito kovinsko osmico in pa delček otroških kosti. To so bila ena prvih najdišč, prvih najdb, ko sva brez besed zrla v to, kar je prinesel, mi je bilo jasno, da nisem živel v svetu, za katerega sem mislil, da živim v njem, da ima ta svet še eno plast in tisto plast sem začel postopoma odkrivati tudi skozi svoje likovno delo. Za današnjo kratko predstavitev pa sem se lotil teme k podobam groze. To je dvoumen naslov, da nekaj govori o tem, kako pristopiti pravzaprav k grozi na način podobe, drugič pa kaj tej grozi dodati, da bi jo nekako kulturno razreševali. Načeloma v umetnosti obstajata dva principa, dva odnosa. Prvega zastopa Henri Matisse, ki pravi, da je svet poln budic in naj slika služi kot fotelj, v katerega se po napornem dnevu zleknemo, ko pridemo domov. Drugi angažiranejši je Pablo Picasso, ki pravi, ni res, svet je poln budic in mi moramo na te budice opozarjati, zato da se lahko kaj spremeni. Pri likovnosti je še ena težava. Imamo namreč pri njej vedno opravka z dvojno vsebino. Ena je pripovedna, druga je oblikovna, tako da tu sem izbral Matijasa Grünewalda, Skušnjave svetega Antona, zato da prikažem, kako se včasih ti dve plasti nasprotujeta. Namreč podobe groze so na eni strani lahko tudi perfektno naslikane in nas vabijo, da bi v njih uživali. Potem imamo umetnost, ki dela propagando za vojno. Tu imamo odličnega seveda slikarja Diega Velázqueza, ki je naslikal predajo Brede, to se pravi špansko zmago nad holandskimi uporniki, kjer je pravzaprav zanimiva ta zgodba portretirancev. Na levi strani poražencev imamo pravzaprav enega mladeniča, ki vneto nekaj razlaga. Interpretirajo to podobo na ta način, kot da poražena stran vidi zgodovino bistveno drugače kot zmagovita. Zmagovita jo vidi tako, kot tele sulice kažejo. Zelo preprosto, enoznačno, brez detajlov in z veliko skrbjo, da se ta zmaga ne bi umazala s kakšnimi umazanimi skrivnostmi, malenkostmi, podrobnostmi. Zakaj je potrebna likovna predelava optične realnosti? Na levi strani imamo dokumentarni posnetek iz mesta Guernice, na drugi strani Picassovo slavno umetnino. Dejansko grozote v resničnosti so tako hude, da nas paralizirajo in nujno potrebujejo kulturno predelavo, da o njih sploh lahko začnemo govoriti in misliti. No, in ko je Picasso 37 leta v Parizu na svetovni razstavi predstavil to sliko, je k njemu pristopil nek visok nemški oficir in ga vprašal, mojster, to ste vi naredil? Picassov odgovor je bil, ne, to ste naredili vi. Goya je en prvih slikarjev, ki ima nulto toleranco do grozot vojne. V svoji seriji Jedkanic grozote vojne je pravzaprav pokazal, da v vojni ni nič veličastnega, nič herojskega, da pravzaprav nastopa ponekod celo užitek ob mučenju
imena, nazivi teh grafik so zanimivi v imenu njegovega veličanstva, naprimer, in pa nihče ne ve zakaj. Ta nihče ne ve zakaj se vedno pojavlja, tako kot tudi grozovita dejanja skozi zgodovino. Na teoretski ravni se je z pogledom na bolečino drugega najbolj konsistentno ukvarjala Susan Sontag, to je njena zadnja knjiga in ona navrže par takih stvari, ki bi bilo vredno premisliti in upozoriti na nje. Sicer ona je to delala za področje fotografije, pa je vendar več stavkov takih, ki bi jih lahko nasploh za umetnost, za likovno umetnost uporabili. Eno stvar sem že omenil pri Matijasu Grünewaldu, to je, kdaj imamo opravka z dokumentom in kdaj z estetiko. Namreč umetnost je vedno nagnjena k temu, da bi izboljšala videz stvari. Po drugi strani umetnost, umetnina nek zločin, nek dogodek opredmeti in ga ima v lasti. S podobami se namreč zlahka, posebej v času komunikacijskih, skoraj v velikih možnostih, na debelo tudi manipulira. Potem vemo, da se šok izčrpa. Kako pravzaprav pokazati na bolečino drugega, da se zaradi pogostosti pojavljanja teh bolečin pravzaprav, da človek ne otopi. Potem imamo opravka z nevarnostno spominjanja. Ona pravi, da v Združenih državah Amerike nekako še ni ustreznega muzeja zgodovine suženjstva, imajo pa zgodovino holokausta in podobnih stvari, ki se pač niso dogajali. To se pravi, ta načrtna pozaba ima svojo politično-konstitutivno logiko, koliko je moralna, smo že slišali. Potem imamo eno posebno stvar, ki se posebej pri fotografiji dogaja. Susan Sontag poudarja, da se pri Gojevih grafikah to ne dogaja. Namreč privlačnost podobe uskrunjenega telesa v človekovi naravi je, da ga zanima, kako drug trpi. Taki smo. In temu ona reče prava pornografija. Potem razločuje pogled na trpljenje drugega nekoč in na trpljenje drugega danes in vidi precej razlik. Trpljenje nekoč je bilo več kot trpljenje, je zahtevalo preobrazbo, žrtvovanje in je nekako bilo skladno oziroma vodilo v neko vrsto religiozne vznesenosti. Pogled na trpljenje danes je pa povezano z nekako nagnjenostjo sodobnega človeka k užitku, ki bi rad smrt spravil iz vsakodnevnega prometa, zato jo označi kot pomoto, kot nesrečo, kot zločin, kot nekaj, kar je treba odpraviti, kot nekaj, kar je treba popraviti. V glavnem nekaj, s čimer se ni spodobno javno ukvarjati, ker moti naše ugodje. Če se spomnite, kako izgledajo te priljubljene melodramatične španske nadaljevanke, tam so vsi ljudje lepi, stari 20 do 30 let, nimajo otrok, ki bi jokali in ki bi bilo treba previjati, dela malo kdo, največja težava je to, če se nekdo v nekoga nesrečno zaljubi. V takem svetu seveda ni prostora za globje ovide. Potem ena druga težava sodobnih komunikacijskih naprav je, da nas občutek časovna. Potem pa bom preskočil k podobam groze, kot sem jih upodobal sam. Dušice. Sublimirati to, kar je bilo nasilno zatolčeno v zemljo in skrito, na drugi strani en preprost grobek, ki si ga zares zasluži vsak. Tole je bilo naslikano dosti pred izkopavanji in zanimivo je primerjava s fotografijami, kako forenziki pravzaprav resnično na deske polagajo te stvari, kot sem jih jaz naredil z barvo. Morda še za konec podobe sublimacije, kaj pravzaprav početi, kako
odgovarjati na vse to. In to je zadnja stran. Čemu slikarska preinterpretacija grozodejstev? Slika grozljivo resničnost prevede v kulturno formo, ki jo je šele mogoče misliti. Iz neizprostne materije sublimira sočutno esenco duhovnega, iz hrupnega vsakdana. To postavko bi posebej izpostavil. Iz hrupnega vsakdana izvzame trenutek in ustvari prostor tišine, ker človek ob podobi zopet lahko prisluhne sebi. Jaz se včasih pošalim, da so v socializmu radio navil tako na glas, da noben več sebe ni slišal, kapitalizem pa iz drugih razlogov sicer to prav z veseljem tudi nadaljuje. Z oblikovanjem podobe avtor spregovori o neizrekljivem drugim in predvsem sebi. In nazadnje, zastavljanje teh neprijetnih vprašanj je generacijska naloga, ki jo, če jo slabo upravimo, za kazen ponavljamo. Hvala lepa.